Živelo je dekle, se rado je učilo, znalo je živeti, se vsega veselilo. So starši jo vprašali, kaj življenje bo naredilo, se je zasmejalo in jim odgovorilo: ostala bom svobodna, strpna do ljudi in spoštovala bom vse, to naj vaju ne skrbi. Življenja ne planiram, usodi zaupam, jo sprejemam in nikoli nadnjo ne obupam. Projekt Prava zveza je projekt, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana in v katerem sodeluje več nevladnih organizacij. Med njimi smo mi kot vodilni partnerji v projektu Društvo Ključ, potem pa še Društvo Legebitra, Drogart oziroma socialno podjetje iz Principa, Društvo SOS Telefon, Društvo za nenasilno komunikacijo, Mladi zmaji in Tom Telefon. Mi vsi skupaj izvajamo različne aktivnosti, ki so namenjene predvsem mladim v Mestni občini Ljubljana, tako po srednjih šolah, fakultetah, pa tudi na prostem, se pravi širši javnosti. In to so aktivnosti, ki v bistvu so namenjene temu, da osveščamo o izbiri nenasilja, o pasteh trgovanja z ljudmi, zato da bi čim več mladih, otrok vedelo, da obstajajo alternative, da se lahko vedemo vsi skupaj drugače in tudi predvsem, kje poiskati pomoč v situacijah, ko to podporo potrebujejo. Projekt traja v bistvu že več let, izvajamo ga že, mislim, da 6 let. Se pravi, kar nekaj časa, vsako leto tudi izvedemo koncert, letos bo koncert na Plati. Je tak dinamičen projekt, niso samo neki neposredni uporabniki v smislu konkretnega dela z žrtvami, kar smo mi organizacije sicer mogoče navajene, ampak je projekt zastavljen širše, z nekimi bolj zabavnimi vsebinami na način, da mlade res čim bolj pritegnemo, da sodelujejo. Se pravi, letošnji koncert Prave zveze za nenasilje je že 6. Prvega smo organizirali leta 2014 v Kinu Šiška. Nastopilo je veliko slovenskih glasbenikov, Njeti, Demolition Group, Pliš, Murat in Joes, Zlatko, Nipke in drugi. Vsi glasbeniki so nastopili brezplačno, prav tako so bili vsi koncerti brez vstopnine. Glavni namen koncertov je zbrati ljudi, jih informirati in pozivati, da je nenasilje vedno prava izbira. Zakaj je nenasilje kul? Nasilje v kakršnikoli obliki je na nek način nesprejemljivo, zaradi tega, ker sem prepričanja, da se vse v življenju lahko doseže s prijaznostjo in na nek način prijaznost je tista, ki odpira vrata po celem svetu. Nasilje je pa nekaj, proti čemer se moramo vsi skupaj boriti in govoriti o temu, da ne prihaja do tovrstnih situacij, ker niso dobre za nikogar, kaj šele za človeštvo. Nenasilje je v redu, zato ker se da rešiti stvari tudi brez njega. Tako da ne se tepsti ljudi in bo vse tudi ok, tudi če se ne. Jaz mislim, da je nenasilje edini način, da se lahko ljudje med sabo pogovarjamo na neki normalni človeški ravni in nenasilje je predpogoj za vsako spoštovanje in za vsako ljubezen in ljubezen je prava pot, ne nasilje. Nenasilje je ok, zaradi tega, ker nasilje ni ok. Mi smo za nenasilje, zato ker se nam zdi, da z nasiljem se ne da rešiti težav. Nama je nenasilje kul zato, ker greva lahko zvečer ven in ne rabva skrbeti, da se nam bo karkoli zgodilo. Fajn nama je, da se lahko družba s prijatelji, ki so kjerekoli veroizpovedi, kjerekoli nacionalnosti, kjerekoli spolne usmerjenosti in to ne botruje k našim odnosom. Prav tako se nama pa zdi nenasilje pomembno zato, da se nekaj konstruktivnega zgradi na tem svetu. Mislim, kul. A ni nenasilje normalno? Saj ni treba, da je kul. Mogoče je bilo lažje odgovoriti na vprašanje, zakaj je nasilje ne ok, ampak nenasilje je ok, predvsem zato tega, ker mislim, da bi morali enkrat živeti v družbi, ki bi bila zelo tolerantna, ne glede na to, od kje prihajamo, kakšni smo, kaj počnemo, kaj nas zanima. Tako bi bilo mogoče veliko lepše živeti na tem svetu in nasilje je prav gotovo zadeva, ki to onemogoča. Zato nenasilje je ok. Zato, ker se da tudi vse rešiti brez njega. Zravna in gre v svet nenaličena.